Pozdravljeni. Zopet je sreda in na vrsti je običajen komentar novic, tokrat že 13. v letu 2021. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo zanimivega. Kot običajno se bomo tudi tokrat ukvarjali s 4 različnimi sklopi, da ne bomo predolgi. In tudi viri do originalnih člankov so navedeni z bližnjicami v opisu. Seveda, vsi sklopi se bodo dotikali tako ali drugače velike nagrade Bahreina. Tematike vam bodo v mnogih primerih znane, a sam bi rad usmeril vašo pozornost na tiste podrobnosti, ki so jih drugi komentatorji ponavadi izpustili. A da ne bomo preveč dolgi, pojdimo raje k prvemu sklopu. Dogodki, vezani na 4. ovinek proge v Bahreinu, so v zadnjih dneh bili v središču polemik. Danes se bomo predvsem ustavili na članku, objavljenem na spletni strani motosport.com 28. marca in tistemu, ki sem ga zasledil 30. marca na racefans.com. Namreč je kar precej nejasnosti, a ne tiste, ki jih večina navdušencev lahko prebira na raznih medijih. Kar se je zgodilo okrog Maxa Verstappena, je čisto skladno z pravili. Dobil je prednost, tega se je zavedal in vrnil je položaj Lewisu Hamiltonu. V nasprotnem primeru bi sledila kazen. In mnogi so se ustavili pri dejstvu, da je Lewis Hamilton dobesedno neštetokrat prečkal tisto mejo, ki je veljala med kvalifikacijami. In seveda, z vami se strinjam. A malo kdo se je ustavil na tistem pismu, ki ga je dal vodja dirke, Michael Masi. In govorimo o dokumentu številka 6 velike nagrade Bahreina. Objavljena je bila točno 26. marca ob 16:59. Govorim o drugi popravljeni izdaji. Zakaj je to tako važno? Ker v tej izdaji je točno določeno, da na dirki vozniki lahko prečkajo tisti rdeče-beli robnik med dirko in ne med kvalifikacijami. Lepo piše, kaj se zgodi med kvalifikacijami in prostimi treningi. Berite brisanje časov. A med dirko je to dovoljeno, ukolikor bo vse v skladu s športnim pravilnikom 27. poglavje 3. člen. In seveda lepo z rdečo barvo je poudarjeno, tako da nihče nima izgovora, da je to spregledal. In tu s prstom kažem na Red Bull, da ne bo pomot. Ukolikor je kdo spregledal, ne bere dokumentov in zato si je dobesedno sam kriv. Težava je nekje drugje. Namreč mnogi viri navajajo, da je Michael Masi zatrdil, da dovoljeno je bilo prečkati tisto mejo, ukolikor nisi pridobil nedovoljene prednosti. 27. poglavje, 3. člen, obdeluje pravzaprav zapuščanje, vračanje na progo in tudi pridobivanje tiste prednosti. Težava je nekje drugje. Namreč sredi dirke naj bi prav Michael Masi opozoril bokse Mercedesa, da Lewis Hamilton izkorišča tisto, kar je napisano v njegovih navodilih. Sami ste videli, kaj je pisalo v njegovih navodilih. Ukolikor bi hotel biti strožji, bi lahko povedal, da ukolikor voznik 3-krat, 4-krat, 5-krat zaporedoma prečka tisto črto, bo opozorjen in na to kaznovan. A skladno s športnim pravilnikom lahko kaznujejo samo komisarji in ne vodja dirke. Zanimivo je nekaj drugega. V racefans.com že citirani članek navaja, da Michael Masi sploh nikoli ni opozoril Mercedesa. Torej smo v dvomih,
je bilo sploh opozorilo izdano ali ne. V vsakem primeru komisarji v primeru Lewisa Hamiltona niso imeli nikakršnega vzvoda, sploh da pregledajo njegovo delovanje, ker je vodja dirke manever dovolil. In Lewis Hamilton na tistem mestu ni dobil neke izrecne prednosti v primeru svojih nasprotnikov. Namreč vsem je bil dovoljen tisti manever, če ga je kdo izkoristil in drugi ne, je krivda na onem, ki ni znal brati navodil. V primeru Maxa Verstappena je bila situacija obratna, on je tam pridobil prednost in tako prehitel Lewisa Hamiltona, da smo si na jasnem. Težava je, kot ste razumeli, v Michaelu Masiju in ni prvič, da je pokazal v taki situaciji svojo neizkušenost, ki meji že na nesposobnost. Pri Charlie Whitingu takih zadev nismo videli. Znal je razložiti enostavno, zakaj se je odločil tako ali drugače, v takih primerih pa je lepo povedal, da to se ne tiče vodje dirk. A kot ponavadi, moje videnje, moj komentar in moja interpretacija. Pojdimo naprej. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil na raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, izjavo Gerharda Bergerja. Ta je dejal, da psiha Sebastiana Vettela je pod velikim pritiskom v Formuli 1, prosto prevedeno seveda. Sam bi tu rad navedel članek, objavljen 30. marca na spletni strani motorsport.com in 31. marca na racefans.com. Seveda zopet isti spletni strani kot v prvem sklopu, to pa zaradi tega, ker sem opazil, da so avtorji tam bili izjemno objektivni. Podobne zgodbe sem bral tudi na ostalih spletnih straneh, kjer pa sem dobil občutek, da je marsikdo še kaj dodal. Seveda, Sebastian Vettel je že več sezon pod kritiko. Če sem pravzaprav iskren, od tiste velike nagrade Kanade leta 2019, zgleda, da je z njegovo psiho šlo malce navzdol. In sam sem velikokrat dejal, da kaka zunanja pomoč mu v bistvu ne bi škodila. Podobnega mnenja je Gerhard Berger. In tu je treba omeniti nekaj. Namreč Gerhard Berger ni nasprotnik Sebastiana Vettela, kvečjemu je njegov zaveznik. Namreč od sezone 2006 do 2008 je bil solastnik Scuderia Toro Rosso, kjer je mladi Sebastian Vettel praktično začel svojo avanturo v Formuli 1, če vzamemo tisto dirko pri Sauber BMW-ju, seveda jasna zgodba. A to, da bi Sebastian Vettel potreboval morda zunanjo pomoč, ni nič kaj takega, še manj pa sramotnega. Sramotno je to, kar smo mi navdušenci videli na veliki nagradi Bahreina. Namreč po mojem osebnem mnenju je bil Sebastian Vettel v vlogi nekega začetnika, od njega kaj takega nisem pričakoval. In res prav v svoji karieri je mnogokrat pokazal, da nima tistega potrpljenja in da v ključnih trenutkih nekako izgubi razsodnost. A ko je bil mlajši, je verjetno imel več sreče in v ključnih primerih se je zanj vse lepo končalo. Tokrat ne. A sam kot nekako nevtralen navdušenec Formule 1 nočem gledati teh predstav. Hočem videti tistega pravega Sebastiana Vettela, ki je hiter in sposoben navduševati množice. No, to, kar smo videli v prvi dirki te sezone, je bilo daleč od te moje želje. A mi raje pojdimo k drugim temam, čeprav so povezane tudi s to. Za razliko od Sebastiana Vettela je po mojem osebnem mnenju pravo motivacijo in pristop do dirk pokazal Sergio Perez.
Namreč v ogrevalnem krogu mu je pogonski sklop Honda ugasnil. Ostal je hladnokrven, ponovno zagnal pogonski sklop, šel v bokse do konca pitlejna, kar je skladno s pravilnikom, in začel dirko kot zadnji. Seveda, zasluženo je dobil tisti naziv voznik dneva in tisto, kar je napisano 29. marca na GP Fans, samo poudarja njegovo hladnokrvnost in njegovo veliko željo po dokazovanju in zmagah. Tu bi se morali mi navdušenci vprašati, kako bi mi odreagirali na njegovem mestu. Dvomim, da bi večina nas ostala tako hladnokrvnih. Tudi marsikateri voznik bi enostavno snel čelado in ne bi začel dirke, a ne Perez. Čisto nekaj drugega, kot smo videli pri Vettlu. In tu bi rad dodal še nekaj. Fernanda Alonsa. Mario Donini je za italijanski Autosprint 29. marca napisal kolumno. In v njej upravičeno hvali kvalitete Fernanda Alonsa in sam mislim, da kljub temu, da je odstopil, je pokazal kar veliko mero talenta. Namreč kljub temu, da 2 sezoni ni bil prisoten v Formuli 1, se je presneto dobro kosal s svojimi nasprotniki in v naslednjih dirkah nam bo pokazal še marsikaj s takim pristopom. Seveda, Fernando je Fernando in od njega pred novinarji lahko pričakujemo marsikaj, kar se tiče izjav. Mene briga Fernando za volanom in tam je bil in bo zmeraj fantastičen. Upam, da se bo teh vzorov tudi malce držal Sebastian Vettel in tako, da bomo videli vse 3 v res dobri borbi v tej dolgi sezoni. Pojdimo raje k naši zadnji temi. V naši zadnji temi se bomo pa ukvarjali z Valtterijem Bottasom, zopet tovarniško ekipo Mercedes in to v članku, ki je bil objavljen 30. marca na portalu motorsport.com. Namreč Valtteri Bottas se je rahlo pritoževal nad tem, da njegova strategija je bila konservativna. In s tem se strinjam, tudi sam sem bil začuden, kako da so pri tovarniški ekipi Mercedes izbrali, da so 2-krat uporabili tisto najtršo mešanico. A tu je vskočil Toto Wolff, kjer je lepo priznal, da baje druge alternative niso imeli. Sam sem ostal malce začuden, ko sem prebral to, da druge alternative niso imeli, kajti na koncu dirke je bolid toliko lažji, da razlika med tisto najtršo in srednjo pnevmatiko bi morala biti izničena, vsaj kar se tiče obrabe oziroma pregrevanja. A vseeno dvomim, da bi Toto Wolff priznal, da so praktično izbrali napačno strategijo. Valtteri Bottas kot tak nas je pa že mnogokrat prepričal, da njegova želja postati najboljši je prisotna, a na koncu rezultati kažejo v drugo smer. Tokrat ni imel sreče niti pri menjavi koles, ko so bili pri Mercedesu res predolgi. A vseeno domov je prinesel dober rezultat, čeprav je bil na sami progi skoraj neopazen. Od njega bi pričakoval resno malce manj pritoževanja in več akcije, ampak tudi pri Mercedesu mislim, da bodo morali postati bolj drzni. Zmaga na veliki nagradi Bahreina je bolj ali manj zasluga Lewisa Hamiltona, kajti prava forma ekipe je tista, ki jo kaže Valtteri Bottas. Vsaj tako je moje mnenje in moje videnje. A o tem bodo pokazale pravo sliko šele naslednje dirke. A za ta 13. komentar novic letos je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.